Živijo svet, a ste kaj originalni? Ja, seveda, da ste. Vi niste nobene kopije, pa še posebej kul ste zaradi tega, ker spremljate tale moj vlog. Danes sem res dobre volje in to zaradi tega, ker me je prijateljica Kaja povabila na oratorij in najprej nisem bila sicer čist navdušena, zaradi tega, ker še nikoli nisem bila na oratoriju, ker smo bili v tem terminu ponavadi z družino na morju. No, letos se mi je pa dejansko ratal prijaviti. Kaja mi je razložila, da je strah čisto odveč in da bo res super. In še posebej prepričana sem bila o tem, da bi res rada šla na oratorij, takrat, ko sem pogledala pol na Karlovo spletno stran o evharističnih čudežih. In veste, koga sem tam našla? Poglejte, Janez Bosko. Verjetno vam je že vsaj malo znano tole ime. Kličejo ga pa tudi Don Bosko. Tako, vse o njem sem prebrala in zdaj sem totalno navdušena nad oratorijem. Pač res dober, če že v oratoriju ustanovil tak car, koliko mora biti dejansko dober na oratoriju, a ne? No, in prav danes bo Janez Bosko na tapeti s temi evharističnimi čudeži, ker je pač Bog tudi z njegovo pomočjo naredil en evharistični čudež. In zdaj se poskusite vživeti v tole situacijo. Don Bosko je bil duhovnik in je maševal in tik preden je želel podeliti sveto obhajilo, torej razdeliti hostije, je opazil, da ima v tabernaklu le še 8 hostij. In bil je nek praznik, pri maši je bilo pa res veliko mladih. In kaj mislite, da je naredil Janez Bosko? Jah, simpel. Samo verjel je, da bo Bog poskrbel za vse. Začel je razdeljevati obhajilo in kljub temu, da je imel na začetku le 8 hostij, je brez težav čisto vsem prisotnim razdelil obhajilo. In hostij sploh ni zmanjkalo. A uganete, koliko oseb je bilo takrat pri maši? No, če mislite, da je pravilna številka 8, ste se krepko zmotili. Don Bosko je na tisti dan obhajal kar 360 mladih. Torej so se hostije kar pomnožile. A si predstavljate, koliko vesel je mogel biti Don Bosko, ko je videl, da se je zgodil čudež? Z vsakim dnem se mi bolj zdi, da je velik dar, da smo lahko kristjani. In Bog očitno res poskrbi za nas, samo če dovolj zaupamo. No, in tudi zato se v bistvu že res noro veselim tega, da grem letos lahko na oratorij. Pa zdi se mi, da bomo z družino od zdaj naprej hodili v drugih terminih na morje, ker pač ne bomo hodili v času oratorija. Tale čudež vam polinkam spodaj, pa zraven prilepim še malo življenjepisa od Don Boska. Prečekirajte, pa se vidimo jutri. Čau!